Že pred nekaj leti smo bili prvi v Evropi, kjer ko smo pravzaprav predstavili pokopališče, možnost spoznavanja pokopališča preko mobilne aplikacije Artur. Zdaj se pa dejansko zopet pojavlja Pobreško pokopališče kot tisto, kjer je postavljen prvi digitalni spomenik. Ideja se je rodila približno leto in pol nazaj. Obelodanjena bila ob kavi in povabljeni, takrat smo z začetka malo čudno gledali, ker je malo morbidna tema, s tako tematiko se nas večino tako ne ukvarjala. Pregled trga, pregled stanja, pregled varstva intelektualne lastnine je pokazal, da je področje nezasedeno oziroma neobdelano, zato smo se relativno hitro lotili prvih korakov izdelave. K sodelovanju smo povabili tako podjetja kot posameznike iz Maribora in okolice. Kdaj bo ta stvar prišla dejansko v realizacijo? Gotovo odvisno od percepcije posameznika. Kot upravljavci pokopališča bomo pač morali biti tisti, ki bomo na nek način poskrbeli, da bo infrastrukturno to sploh mogoče. Zdaj se ta digitalni nagrobnik napaja v bistvu preko električne energije, kar v bistvu na pokopališčih ni tako zelo lahka stvar. Torej, gre za to, tako da mislim, da bojo snovalci sami morali razmišljati v malo bolj enostaven način, bodisi z možnostjo sončnih celic, koliko sem razumela, potem bo tudi to možno sploh na nivoju pokopališč hitreje narediti. Kako bojo ljudje to sprejemali, bo pokazal seveda čas. Odzivi so presenetljivi, ko tukaj urejamo, oziroma ko smo ustavili ta nagrobnik, je bilo predvsem mimoidočih, ljudje so se ustavljali, gledali, ni bilo jasno, za kaj gre. Predvsem pozitivni odzivi, ja, to bi jaz tudi imel, ker ljudje danes tako drugače gledamo. S pomočjo mobilnih telefonov generiramo ogromne količine podatkov, slike, filmčke, in to bo po smrti verjetno ostalo shranjeno na kakem prvem disku in mi smo skrbeli, da se vsaj del te zapuščine pojavi na nagrobniku. Nagrobnik takšno omogoča predvajanje tako običajnega besedila, seveda malo večje količini kot na marmorju, potem fotografije, filmi, v razvoju pa imamo tudi sistem, ki bo preko biometričnega razpoznavanja spoznal mimoidočega in se recimo na sorodnike, na prijatelje odzval drugače kot na ostale naključne mimoidoče.